Dragi moji gledalci, lep in zanimiv večer vam želim. Ne bi želela, da mojo naslednjo trditev razumete pesimistično, ampak samo realistično. Življenje ni pravljica. Čeprav moram z veseljem priznati, da tudi dostikrat je. Spočeti smo svetlobno iskro, pravi Alja. Znanstveno dokazano. Jaz pa bi rekla, da takrat, ko se rodimo, sedemo na vlak, se dobro pripnemo, takrat nam pomagajo še starši, da se nam ne zvrti in gremo na potovanje. Vsakemu izmed nas se zgodi, da naš vlak menja hitrosti, da kdaj pa kdaj zapelje v oster ovinek in se skoraj ustavi, da nas centrifugalna sila ne bi zabrisala z vlaka. Takrat se nam zdi, da je življenje krivično in se sprašujemo, zakaj se ustavljamo, zakaj zbolevamo, ločujemo, zakaj se to dogaja nam. Zdi se nam, da izgubljamo veter v jadra naših želja, ciljev, upov. V resnici pa nam takrat življenje poklanja največje darilo. Učenje in modrost. Alijina življenjska zgodba je navdih, je dokaz, da je treba prisluhniti sebi in če slučajno tega ne znamo prisluhniti sebi, se je vsaj treba prepustiti. Ali so rekli, naj ne dela tega, ker tukaj ni prihodnosti, ni kruha. Takrat jih je poslušala. Ampak danes, potem, ko je prehodila cel krog, bo moja gostja, ki dela točno tisto, kar jo najbolj veseli. Je neumorna raziskovalka življenja, ki se ne boji biohackinga tehnologije 21. stoletja, ki se ves čas izobražuje, uči sebe in druge, specialistka za gibanje, dihanje in kvantni življenjski slog in je tudi ustanoviteljica vadbene klinike. Dobrodošla, Alja Maliz! Hvala. Kako lep napovednik. Izvoli. Hvala. Alja, jaz sem zelo vesela, da si danes tukaj z mano, ker imam zelo rada radovedne in ljudi, ki se radi učijo in ki tudi nas potem še veliko naučijo. In če pogledam tvojo spletno stran, mislim, se sploh ne morem odločiti, katero temo bi odprla. Ampak najprej, da te tudi gledalci spoznajo, ker sem tako napovedala, tebi so rekli, Alja, tega to ne delati. Mislim, kam te je vleklo kot otroka? In kam, ti si bila pol na koncu neka menedžerka za kadrovska menedžerka in tako naprej. Danes pa sediš tle kot trenerka, coachinja, mislim, posredovalka novih znanj, kvantne fizike in tako. Kako je to bilo? Že kot otroka me je bolj zanimalo naravoslovje, biologija, živali, narava. Samo to ni bilo še tako nekaj opredeljeno. Moja mama je to bolj videla, kot če si zdaj nek biolog, da težko dobiš zaposlitev. In reka, ti se raje bolj drž družboslovja ali pa kakšne javne uprave, tako da prideš sigurno do službe. In tako me je tudi usmerila, reka, ne, medicina, to je pretežko, farmacija, to tudi, se pravi, me je odvračala stran od takih študijev. Ki bi tebe zanimali? Ki bi mene zanimali, ja. Sicer niti ne vem za kakšno medicino, bi imela glih tiste vse točke ali ne, sicer sem bila bolj odličnjakinja, ne. No, ampak potem je pot me zanesla potem po teh smernicah staršev nekako na FDV, tam se nisem našla in potem sem šla na kadrovski menedžment v Kranju. Tisto mi je pol kar bilo všeč, glede na razmere in tako sem se tudi potem zaposlila in delala 8 let v kadrovski agenciji, da sem bila v bistvu tudi direktorica, pač ni bila moja. Ja, mi je bilo kar v redu, hkrati sem pa v bistvu bila tudi inštruktorica zumbe. Tako da gibanje, gibanje pa ples, to me je že od malih nog spremljalo. Ampak vsem sem se počutila tako neizpopolnjeno. Tam sem delala skozi v bistvu po navodilih drugih, pač nisem smela iz nekega okvirja ven preveč skakati pa razmišljati. In vedno sem nekako vedela v sebi, da jaz bi pa še nekaj več ali nekaj drugače. In prvo v bistvu tak
prva stvar, ki me je nekako spodbudila, so bile v bistvu bolečine v križu. Tvoje? Ja, moje. Aha, To smo nekje 32, 33, so bile prve bolečine v križu in jaz moram nekaj pogruntati. Nekaj sem se sicer naročila na eno terapijo, pa me tam nekaj niso poklicali nazaj in potem sem šla jaz kar na tečaj Zdrava hrbtenica, ki je bil sicer za osebne trenerje. Jaz to lahko pridem zraven? Ja, lahko pridem, sem bila edina taka. Tako da sem se jaz potem, me je to toliko, ko sem se tam začela to poglabljati v hrbtenico in te zadeve v vaje, me je to toliko potegnilo za sabo, jaz grem pa kar delati licenco to za osebnega trenerja, pa ne, da bi se zdaj videla v kakšnem fitnessu, kako tam uteži dvigujem. In jaz, ko sem šla na to izobraževanje, sem bila pa pol že v bistvu noseča, ampak me je to še kar vlekel naprej, tako da sem jaz potem ta izpit, takrat je bilo to še, zdaj že 11 let nazaj, je bilo to malo bolj zahtevno, kot je danes, tako 3-urni izpit v angleščini, tako da mi je bilo tako, da delam eno maturo ali neko diplomo, ker sem se morala na novo vse izraze naučiti, vse je bilo v angleščini, vse v bistvu izraze za človeško telo, za gibanje, vse mi je bilo novo, iz družboslovja, ampak to sem se vse pač naučila, noseča sem se to učila in potem, ko sem ta izpit naredila na tistem izpitnem centru, je meni toliko vse, sem se toliko dahnila, da mi je dejansko pol tudi voda vtekla. 3 tedne prej in v bistvu se je potem moja ta pot tega osebnega trenerja se rodila. Istočasno postala pač licencirana, s tujo licenco, to ameriško, ta osebni trener. In potem nekako skozi to nosečnost in porod in sem prišla v ta krog mamice, se potem najprej v bistvu začela s tem telesom mamice oziroma v nosečnici in po porodu ukvarjati. Ampak še pred tem so me vsi odvračali od tega, tako kot si omenila, kaj češ ti zdaj nekaj čisto na novo začenjati, ostani tam, kjer si, pa tam nadgrajuj ali pa zameni službo ali kakorkoli. Ampak jaz tega ne znam opisati, mene je to tako vleklo, mene je to tako zanimalo, koliko otroka je ena igrača. Jaz se nisem mogla ustaviti in jaz v bistvu prvi dan po porodniški, ko sem začela delati, sem začela delati že v novem poklicu in sem že kar imela stranke, še sama, zdaj ne vem kako, tekom porodniške že. Si začela delati vaje z mamicami? Ja, jaz sem kar z mamicami delala brezplačno. A res? Ja, z mamicami sem delala. Ena mamica, ko smo bili v Facebook skupini, je omogočila njihovo telovadnico v Šentvidu, tam smo se dobili enkrat na teden, vse te mamice, in jaz sem vodila to vadbo, ker sem delala še to specializacijo tudi za mamice, to sem kar med porodniško, to so neki sekcija fizioterapije, je organizirala tako, da sem se v to poglobila. In potem je to šlo skozi naprej, vsak dan en korak naprej. Jaz sem stalno še nekaj potem to študirala, sem se poglobila v te trebuščke mamic, tako imenovane. Tu smo se midve srečali, ne? Jaz sem prvič pravzaprav pri tebi na Facebooku ali kje slišala diastaza rectusov in sem šla pa brati tvoj blog in takrat sem te pol poklicala, ker jaz celo življenje nisem vedela, da imam, sam trebuh mi je silil, 3 carski rezi in se me sprejela in mi pomagala, hvala ti. Hvala tebi, ko si prišla, Mislim, to sploh ne vemo, da obstaja, Vsi vemo, kako se delajo trebušnjaki, mislim, ko sem pol prebrala te tvoje bloge oziroma, ko izobražuješ, kaj to sploh je, kaj so trebušne mišice, sem videla, koliko plasti je, da niso trebušne mišice, sam tle od sprede, ampak vse okrog. In kako je pravzaprav škodljivo kako je škodljivo samo se radiatorčkom. Tako, tem površinskim trebušnim mišicam. Te površinske trebušne mišice, ki jih vsi hočemo imeti lepe, one v bistvu upognejo trup, in takrat potem to lahko tudi v bistvu prispeva, da se konec koncev tudi slabš držimo, da je večji pritisk potem noter v trebuhu na organe. In sploh na ta poporodni v bistvu trebušček, ki se to vezivno tkivo vmes raztegne, in je treba znati v bistvu to popraviti nazaj, ker vsako vezivno tkivo, če se raztegne, tudi v kolenu, v gležnju, ko si zviješ, težko ga nazaj skrčeš, v bistvu ga ne moreš, treba ga je v bistvu telo spodbuditi na ta način, da ga zadebeli, pa da mišice ujača, sploh to globoko trebušno mišico, ki rečemo tudi mišični steznik, ki gre okrog in okrog telesa, da te bolj prime. In ti to pomaga tudi, da te križ ne boli, Tako, da te križ ne boli.
da se lepše držiš, da bolj pravilno Dihaš. Proti tudi inkontinenci, uhajanju urina. Je to pomembno, ne? Ja, to se v bistvu vse se povezuje. Ta notranji sistem, ki v bistvu teh mišic, ki uravnava tako imenovani intraabdominalni pritisk, to pomeni pritisk znotraj trebuha, ker ta pritisk v bistvu rabimo, da nam drži hrbtenico pokonci, ker nas gravitacija skozi dol vleče. Mi rabimo en sistem, da nas drži pač pokonci, ne. Ampak tukaj gre pa lahko marsikaj narobe, ne. Ta pritisk, če je noter lepo razporejen, tako kot v enem balonu, je vse okej. Če pa tako kot balon stisnemo, pa če tle bolj ven pritiska, pa lahko pride tudi kakšne kile, ne, ali da tle v dimljah preveč ven pritiska, pa so dimljske kile. Lahko gor pritiska, pa imamo to hiatalno hernijo oziroma želodčno kilo, dol pritiska, pa ženskam organe, ven poriva, lahko nazaj pritiska, pa so pol hernije diska, ali pa tudi hemoroidi, ne. Vse to je povezano, ne, kako delujejo te mišice, fascije in kako deluje ta notranji pritisk. Mislim, da boste vedeli tisti, kako to izgleda, tako, naprimer, če se ležete in bi hoteli se zdvigniti s trupom, se vam naredi taka le piramidica tlele gor. To pomeni, da imate diastazo rectusov. In to imajo tudi moški lahko. Ja, to sem tudi videla. Tudi otroci? Ja, tudi otroci. A res? Ja, mislim, to pač na individualnih obravnavah. Kako pa sploh do tega pride? Jaz sem razumela carski rez, vse mišice sem imela prerezane. Eno je, da se že v bistvu rodiš šibkejšim tem vezivnim tkivom, v bistvu pa se ne zapre. Drugo pa je, če bi otrok imel, ali da bi ga da bi bil zelo zaprt, da bi ga zelo napenil trebušček, ali pa da bi zelo veliko kašljal, ali pa kaj takega. Zdaj, otrok glih kaj težkega ne dviguje, ne. Lahko je tudi že nagnjenost v tendencah tem, da so pač ta tkiva šibkejša, ne. So hiperlaxativna. Jaz sem videla tudi bodybuilderje, ki imajo diastazo, ne. Ja, tudi Joseph Pilates, oče Pilatesa je imel. To so slike na internetu. Ja, ker ne moreš verjeti, ne. Ker v bistvu je Pilates tako zelo zdrava vadba, ne. Kaj misliš o Pilatesu? Velja za zdravo vadbo, je še vedno pač je dobro, da se ljudje gibajo, samo Pilates ima veliko takih vaj, ki so v bistvu, ko dviguješ trup ali pa obe noge hkrati in veliko ljudi to dela na nepravilen način, ker je tukaj težko lepo zadržati ta pritisk noter in lahko od tega pač potem nastane ta diastaza rectusov. Jaz sem imela tudi že primere pač inštruktoric Pilatesa, ki še niso nikoli rodile, ne, ali pa bile mamice, pa imajo, recimo, pa so si predelale diastazo, ne. Ker imamo pa potem tudi vejo Pilatesa, ki se reče za rehabilitacijo, recimo Reha Pilates, za hrbteničarje. Recimo, v tej veji Pilatesa so pa te vaje vse odstranjene. A ni zanimivo, ne? V klasični verziji so pa v bistvu dovoljene, ne? No, jaz bi rada tudi povedala, da jaz nisem rabila ne vem kaj telovaditi, mislim, jaz sem bila presenečena s kako preprostimi vajami, se pravi zavestnimi premiki glave in predvsem tega, da sem ves čas, kadarkoli zdaj vstanem, hvala ti, Alja, jaz pripnem svoj popek na hrbtenico in v bistvu se mi je diastaza dobesedno zmanjšala, ne? Res je, tukaj pri teh vajah v bistvu krepimo globoko trebušno mišico in ko krepimo globoko trebušno mišico, je manj več. Čim aktiviramo površinske, one kompenzirajo in globoka trebušna mišica se ne more vklopiti. Zato so to taki mikrogibi in nekaterim je to celo težje, ne, lažje narediti kar cel trebušnak in nič ne razmišljaš. Tukaj moraš pa v bistvu še s pomočjo dihanja znati aktivirati pač globoke mišice, ne. Drugo je potem način gibanja, kako se potem dvigujemo iz tal, da gremo preko boka, v bistvu, da predhodno naredimo izdih, da aktiviramo te mišice, ker drugače se pač prepozno aktivirajo in se že naredi ta pritisk prevelik, ne. In tretje je potem, kako se gibamo in dvigujemo stvari čez dan. Kako počepamo, kako si umivamo zobe, ne, kako se nagibamo naprej z ravno hrbtenico ali z ukrivljeno, kako dvigujemo otroke. In že, če se to naučimo pravilno, je zelo malo vaj pač potrebnih, ne. Saj tudi lovci, nabiralci, ne vem, ljudje pač, ki ne živijo v urbanih naseljih, pa morajo glih tako pač preživeti, ne, ampak imajo bolj naraven, ta bolj pristen, bolj pravilen način gibanja, tako da že samim naravnim gibanjem v bistvu to popravljajo nehote, ne. Ti imaš zelo veliko znanja zdaj v novem gibanju, v novih vajah.
sem tudi brala zdaj na blogu, te vaje, telesne vaje niso več tako, kot včasih, tista telovadba, ki si gor pa dol 3x30 ponovitev in tako naprej. Fascijo razlikuješ, raziskuješ, kaj je to fascija, kaj so zdaj temelj teh novih vadb, novih dognanj, kako s telesom delati. To ni več tako, kako bi rekla, tako duhamorno, kot je to včasih izgledalo. Ja, je bolj naravno, ne? Ljudje so tako vajeni, pa da naredim, 30 ponovitev za biceps, pa naredim 10 ponovitev za kvadriceps, pogrem na trebušnjake, tako v bistvu popredalčkajo telo, ga secirajo na več delov, v bistvu telo pa ne deluje na tak način. Deluje vse povezano. Mi imamo recimo eno fascijo, to je vezivno tkivo, ki povezuje v bistvu vse mišice, bi rekli, od jezika dol, vse skozi trebušno prepono, trebušne mišice, mišice medeničnega dna, noge, vse do stopalnih mišic. Kar pomeni, da recimo že kako imamo jezik v ustih, če ga imamo na nebu, vpliva v bistvu na držo, na kor in na stopala. In obratno, tudi stopala gor preko te fascije v bistvu vplivajo lahko tudi na način dihanja. Če ga imamo prilepljen, mislim, če je gor, kako pa ga imamo lahko drugače? Ja, veliko ljudi ga ima tako dol. Pa dihajo na usta, sploh otroci tudi doskrat ta šibek tonus mišice. Prav, mi bi mogli imeti že to pri vajah, doprinesemo s tem, če jezik pač prilepimo na nebo gor. In s tem v bistvu tudi stimuliramo vagusni živec, ki se ga lahko še pol dotakne. Ja. Ampak zdaj si me spomnila to tudi v kundalini jogi, oziroma v jogah večkrat je kakšna vaja povezana, ki se reče, zdaj pa prelepte jeziček na nebo, ne? Ja. To pomeni, da je to že staro, tisoče let. Ja, sigurno, ker jezik je toliko živčen in v bistvu, ko ga prilepiš na nebo, s tem aktiviraš v bistvu velik del teh tako imenovanih možganskih živcev in med njimi je tudi ta vagusni živec, ki v bistvu on uravnava to parasimpatično živčenje, se pravi ta antistresni program telesa, in si s tem tudi pomagamo dihanje na nos, jezik gor. Zdaj to je samo ena stvar, ki sem jo omenila. Ja. Drugače pa jaz zelo pač poglabljam ta nevropristop, se pravi, kako v bistvu možgani vidijo naše telo in recimo, če človek naredi, preden začne trenirati, da naredi recimo neke vaje za očesne mišice oziroma oči. Kako se, da pokaže eno vajo? Eno vajo za konvergenco. Lahko prst gledamo in potem si ga približamo tako, da še vidimo enojno, tako da se očesi približata, in potem recimo lahko to parkrat ponovimo. Več je teh vaj, recimo, da to naredimo 1 minutko in potem gremo v nek trening in bomo ta trening recimo veliko boljš izpeljali. Recimo, jaz sem dala, to sva sinom enkrat posnela, je posnetek na YouTubeu, to je bil 8 let star. Sem rekla, da je vas za hec, kaj boš naredil, počepe, sklece. Rekel, bom naredil sklece, jih je naredil 10, pač na njegov način. Potem sem naredila vaje za oči, mičkam sva še tako krožila, malo v drugo smer, sem rekla, no zdaj pa še enkrat probi, jih je pa 20 naredil. Ja, ker možgani v bistvu, možgani skrbijo za nas v smislu, kaj je varno, kaj ni varno za preživetje iz sekunde v sekundo in pri tem se zanašajo v bistvu na 3 glavne satelite, se pravi oči, očesni, vidni sistem, na vestibularni sistem, ki je v srednjem ušesu za ravnotežje, pač pokončno držo in za proprioceptivni sistem, kaj mišice pa fascije govorijo. In potem v bistvu sestavi neko sliko, kje smo mi v prostoru, kam gremo, kaj se nam lahko zgodi. In najbolj pri tem se zanašajo na oči. Zato tudi, če je kdo kdaj bil v tem recimo muzeju iluzij, ki greš čez en tunel, pa se okrog v bistvu se ne vrti, ampak svetloba se vrti okrog, in v bistvu se ti začneš opotekati, čeprav svetla ne imajo, ker možgani bolj zaupajo na prvem mestu očem, pa potem organu za ravnotežje. Si ti to lahko zamisliš, ne? To so meni toliko fascinantne stvari. Neverjetni, ne? Tako da, to je en vidik, tako da delam jaz vaje skozi nevropristop, vaje v bistvu za ravnotežje, za oči in šele na 3. mestu so v bistvu fascije pa mišice, Toliko so recimo oči bolj pomembne. Potem je pa še ta aspekt svetlobe, da tudi tam, ko treniramo, da imamo čim manj v bistvu te izolirane, bi rekla, umetne modre svetlobe, pa čim več v bistvu naravne svetlobe. Najboljše je v bistvu trenirati v
naravi. Ja. Oziroma tudi, ko smo noter, da je svetloba prilagojena pač zunanji svetlobi. Če treniramo ob 5 zjutraj, pa je še noč, potem ni dobro, da imamo prižgane te klasične LED luči. Ne? Bi mogli imeti bolj take oranžno-rdeče. Ne? In potem tudi telo, da lahko v bistvu več od sebe prave hormone producira. Ja, mislim, to je zelo zanimivo. Mislim, da se bova k vsemu temu še vrnili, ker sva v bistvu tam končali, ker si ti rodila. Ja. Namreč pri vzrokih, ki so te pognali, se pravi, ti si rodila, pomagala mamicam, naredila ta tečaj in si popravila takrat svojo hrbtenico in tako naprej? Ja, absolutno. Jaz moram potrkati, da takrat mene ni več križ bolel. Ja. Z vajami, ampak pol si vseeno, kaj se ti je pa pol začelo dogajati, da je šlo še naprej od telovadbe klasične? Potem je mene življenje skozi nekaj preizkušati, tako da se jaz pač sem prisiljena učiti, pomagati sebi, svojim otrokom in potem posledično še drugim. Praktično vse, kar jaz učim, sem sama doživela. Ne? Potem, recimo, da dam neki primer. V drugi nosečnosti sicer sem doživela tudi sama, pa res tudi diastazo rektusov tudi in v prvi nosečnosti, že kar hude bolečine v medenici. Pa tudi carski rez sem imela prvič, tako kot ti. In smo tudi v bistvu s pomočjo terapeuta sem ugotovila, da za rastline od carskega reza vplivajo na to, kako se medenične kosti premikajo oziroma ne premikajo. In smo mogli to, se reče, zmobilizirati in ustrezne vaje delati, ki jih žal nisem bila deležna na fizioterapiji, čeprav sem hodila več kot pol leta. Tako da sem jaz sama najdla, ko bi rekla, ugotovitve neke holandske fizioterapeutke, ki je bila tudi mama, ne vem, ali 3 ali 5 otrokom, ki je imela te težave in je to sama pogruntala, tudi neke študije potem naredila in drugim mamicam pomaga in se jaz pač po tej njeni metodi potem začela delati, tako da glede na to, kar mi nič drugega ni pomagalo, sem si mogla sama pomagati, tako da sem v bistvu 1 leto se sestavljala po porodu to svojo medenico, ker to je kar problem, ker medenica v bistvu prenaša težo in ti, ko hodiš, v bistvu vsak korak te boli. Ko si hlače oblačeš, dvigneš nogo, te tako noter zareže. In to ima veliko mamic težave, že v nosečnosti ali po porodu. Enim izgine s porodom, meni se pa v bistvu glih bolj konkretno to začelo. Tako da tole me je zelo prisililo in to veliko mamicam sem pol jaz v bistvu na enak način pomagala. Z vajami? Z vajami, ja. Potem sem recimo ena taka pomembna stvar je bila pri mojih otrocih, ker sem pri sinu, ki je bil star 3 leta, opazila ponoči, da diha na usta. Ja, to pa veliko otrok, moje veliko otrok in tako jaz gledam, to meni nekaj ni. Nekaj mi to ne štima. In potem greš googlat in iskat in potem se ti cel nov svet odpre s tem dihanjem in z dihanjem na nos in s tem jezikom na nebu in potem kako v bistvu dihanje na usta otroku tudi preoblikuje obraz. Mene lahko pogledate, jaz sem dihala na usta, jaz imam podolgovat obraz, večji nos ti zraste, ta gumijast nasmeh, mislim, nasmeh dlesni imaš. Dobesedno, če jezik ne počiva na nebu, ne oblikuje, ne pomaga obrazu pravilno, da se oblikuje. In to so meni bile tako fascinantne stvari, da ker sem se jaz to učila, jaz sem to znanje tako požirala, ker jaz nikoli prej v šoli. V šoli se nekaj učiš, pa kad se moraš, pa tako, jaz sem to prav hlastala, pa pol ne moreš, ker imaš otroke, potem sem tudi mati samohranilka postala in potem imaš vedno manj časa za te zadeve in meni tisti malo časa, ko imaš prostega, ker sem v starih časih bi šla ven, pa plesati, pa žurati, pa ne vem kaj, pa napotovanja, zdaj pa samo, da jaz lahko pridem do mojih knjig ali pa do mojih online izobraževanj, ker mi to kar dih mi je malo, toliko mi je bilo te stvari zanimive. In potem, ko to pomagaš otrokom in potem napišeš kakšen blog. In to si ti pol tudi z otroci, namreč jaz sem tudi imela James Nestor, za katerega priporočaš ti knjigo, Dih, mladinska knjiga je izdala, ko sem jaz njegovo knjigo brala in prebrala, kako se je tudi človeška glava s časoma skozi našo evolucijo spremenila, kako se nam čeljust spreminja in kako neskončno škodljivo za morje bolezni je dihanje skozi nos. In še danes, če vidim, da se to ne bi hotelo prejeti, ljudje ne verjamejo, pač smrčiš in smrčiš. Mislim, to nastane lahko življenja. Ne jemljajo, jaz ne vem, zakaj je to smrčanje pač nekaj,
In pri smečanju prihaja potem do teh prekinitev dihanja, spalnih apnej. Ja. Možgani grejo v ta alarm, da boš umrl, in ti prekinjajo te globoke faze spanja in potem se možgani takrat ne čistijo, ker takrat se možgani v bistvu perejo, ker imajo svoj limfatični sistem in to te lahko prej pripelje do demence ali pa Alzheimerja ali pa do srčno-žilnih bolezni. Ampak to so študije, to ni Ja, hec, do debelosti, Ja. da ti črevesje dobro ne dela. Mislim, vse je to, Vse je ker povezano, ja. tako, on je tudi tako lepo rekel, nos je za dihanje, usta so za hrano. Ne? Vse so za hrano, ja, pa ta izhod v sili, če je nos zamašen, da ne moreš dihati. Ja. Ti danes prav intenzivno pomagaš tudi otrokom in odraslim za dihanje, ne? Ja, veliko se Kako pa otroka, kako pa se z njim to, ustnica zalepiš ali kaj Pri narediš? otrocih je na nek način lažje, ker se še v bistvu razvijajo, možgani so še plastični. Zdaj ne gre za to, da pač so usta zdaj ali so odprta, zaprta, pa če so odprta, da jih je treba pač nekako na silo zapreti. Gre za to, kaj v bistvu živčni sistem, kaj možgani narekujejo tem mišicam, da delajo. In je treba ugotoviti, zakaj se to otroku dogaja. A je prisoten nek podtonus teh mišic. Pa spet, zakaj je prisoten? Ponovadi se pokaže tudi pri teh otrocih, da so mogoče razvojno šli ali prehiter ali prepočas, da so preskočili kakšne faze, da so kasneje izhodili. Se to potem začnejo te stvari med sabo pač sestavljati, povezovati in da v tem prvem letu starosti niso pravilno integrirali določenih teh primarnih refleksov. To je zdaj lahko spet cela zgodba zase, ampak so tudi te ustni refleksi. Recimo, če ti omenim enega, da si lažje predstavljamo, recimo tako imenovani babkin refleks, to bomo verjetno poznale mamice, ko dojenček se doji, on se hoče prijemati. In če se on se hoče pač prijemati, da ne bi padel dol. In isto obratno velja, če mu daš prst zastisniti, bo začel tako usta odpirati pa iskati dojko. Se pravi, nevrološka povezava roka-usta. In tam mora izginiti tam nekje do 6. meseca, pri nekaterih otrocih pa recimo ostane, vendar ne tako izraziti obliki, neki subtilni obliki ostane. In potem recimo to lahko povzroči, da jezik kot jezik ali pa roke nimajo čiste avtonomije. Vedno je neka ta nevrološka povezava. Potem, ko ti dostikrat tudi kepiša, tako delajo z jezičkom in ta jezik ni nikoli potem na nebu gor. Jezik na nebu je pa osnovni pogoj za dihanje na nos. Zdaj lahko naredimo vsi en poskus, če jaz prisesam jezik na nebo, pa zamašim nos, ne morem dihati na usta. Ker naredim opno, zrak ne more priti čez, če res prisesaš to, da klikne, Probi, če lahko dihaš. Ne moreš. Se pravi, jaz to pač hočem priti do tega, kaj se z jezikom dogaja, zakaj ne pride on gor na nebo. In potem so to določene vaje, so določeni pač ustni funkcionalni pripomočki in konec koncev tudi za ponoč za 4+ stare otroke so take nalepkice od Patrika McKeowna, taki obližeki, ki se dajo okrog ust, v bistvu ta navaden kineziološki trak, majčkeno usta skupaj vlečejo, toliko, da je to še po noči majčkeno pomagajo. Je pa res, da dostikrat otroci dihajo na usta, ker imajo zamašen nos ali pa povečane mandle, ker so skozi prehlajeni ali pa imajo kakšne alergije, ampak je tudi to izvira iz tega, kaj centralni živčni sistem dela ali pa kaj premleva. Se pravi, njihove pogoste bolezni pa... Ja, tudi na to se da pač vplivati s tem, da se... Ti to zdaj vidim, da zelo raziskuješ, se pravi, glavo, možgane in tako naprej in tudi zato imaš vzrok v svoji družini, Ker ne samo, da si ostala sama z otroci, z to svojo veliko ljubeznijo v bistvu do znanosti in tako naprej. Ti si, mislim, tvoja mama je tudi, to se pravi, izbolela takrat, ko si ti rojevala ali že prej? Jaz se prav spomnim, ko sem jaz zanosila z Brinom, to je bilo leta 2014, jaz se še spomnim, ona je bila še toliko pri sebi, da mi je rekla, no, boš videla, zdaj boš pa privezana kot pes. Za otroke. Za otroke, To pa veliko pove, ne? Ja, pa jaz sem bila takrat 34, skoraj 35. Počutila sem se pa kot, da imam 15 let, takrat, ko mi je to rekla. Ne je bilo očitno to pač... predstavlja dosti veliko, 3 otroci, dosti veliko breme, čeprav jaz vem, da nas je imela rada, je vedno za nas naredila, kar je lahko. Sem je bila bolj anksiozen tip človeka,
Saj sem tudi jaz malo po njej, zelo hitro pač jo vsaka stvar spravlja v stres. In se mi zdi mogoče tudi zaradi tega, da je to sprožil pač aktiviral, bomo rekli, ta gen za Alzheimerja, ki ga sicer ima. In njej se je to v bistvu zelo zgodaj začelo. Potem se spomnim, ko sem bila noseča z Niko Luno, to je bilo pol 3 leta zatem, smo se še nekako pogovarjali, sem že vse ponavljala, 100-krat ponavljala. No, kmalu potem pa pač, zdaj je pa to že, Nika Luna je 7 let, zdaj vsaj 6 let je tako, postala je kot rastlina, no. V bistvu ampak ti se trudiš, da bi ji pomagala, ne? Ja, jaz sem to veliko... Kaj vse, na primer, kaj je znanstveno, na primer, dokazano, zakaj sploh pride do tega? Ni dokazov še, ne? Ampak so teorije, ne? In kaj lahko narediš? Pri Alzheimerju je tako, če si predstavljamo, da imamo streho od hiše, ki ima, ne vem, lahko ima 5 ali pa 10 lukenj, ne? In zdaj... Ko bi se rekla, v medicini se na eno luknjo osredotoča, pa tisto hoče zamašiti, kaj še z vseh stalih dol kapla. Kaj Alzheimerja lahko povzročijo, ne vem, lahko bakterija gingivalis, recimo, če imamo vnetja dlesni, veliko mrtvih zob in tega pridejo te bakterije, lahko pač v možgane, možgani se lahko v bistvu pred tem branijo, potem nastanejo te plaki, da se v bistvu zaščitijo, hkrati pa noter v bistvu pol se vedno zmanjšujejo, ne, in odmirajo. Ne. Lahko je to hormonsko neravnovesje. Moja mama tudi, se spomnim že, ne vem, v katerih zgodnjih letih ali pa 35, da je izgubila menstruacijo in potem je jedla neke tablete celo življenje. Ne. Potem so lahko plesni, nekateri ljudje pač živijo v takem okolju, da je ogromno plesni in to recimo pride v možgane. Ali pa težke kovine, ki jih zaužijemo skoraj na vsakem vogalu hranja, ne, so težke kovine. Tako da teh vzrokov je lahko ogromno in jaz sem si tudi sama pri sebi Strašno, da je gensko si šla delati teste pa to. Jaz v bistvu, koliko je bilo za to, nekaj let nazaj, je oče nekako nas vztrajal, da bi naredili te genske teste, pa meni kri ni tekla. Brat pa sestra pa je šla kri v Nemčijo, pa se je izgubila. Tako da noben čudežno ni to ratal. Zdaj, ko sem pa jaz Alzheimerja začela raziskovati lani, pa sem šla tudi delati te teste, te prve presajalne MOCA, Montreal Cognitive Assessment, in sem jih vse točke od vseh dobila, sem bila ful vesela, sem se rekla, če bi me lahko tudi testirali, da jaz vem, imam ta gen, zdaj pa ne. Tako da vse nekaj prav, ker v bistvu tudi, če imaš gen, ni nujno, da se bo aktiviral. Ja. In jaz zdaj delam pač na tem, da probam toliko optimizirati telo in možgane, da se to ne bi zgodilo. No, če bo, se bomo videli. Se delaš na tem, ker ti si naredila, mislim, tebe z mamo zelo veliko delaš, a vzdržuje ta stanje ali napreduje naprej, ali je prepozno? Majčkeno prepozno sem jaz te biohacking, te stvari odkrila, ker smo začeli delati in molekularni vodik in terapijo z rdečo svetlobo. To imam tudi jaz, vse to je ena taka kapa, ki si jo daš ali na glavo. Takrat, ko je ona dala prvič to kapo na glavo. Mislim, tega se ni treba bati, ne? Mi imamo ljudje, to je svetloba, a veš, do nekih strojev imamo tako zelo odpor, ampak jaz sem to pri tebi rešila. Jaz sem videla, da to res... To ni nič drugega, kar je tudi v sončni svetlobi. Tako da so vzete ven tiste valovne dolžine, ki so znanstveno dokazano, da so najbolj zdravilne za nas, v okviru te rdeče svetlobe. In tisti dan, ki je mami v bistvu prvič to kapo na glavo dobila, jaz vem, da je spregovorila, je rekla, je bela cesta. Je sama parila žlico, pa se je trudila neki zajtrk jesti, ker drugače pač jo je mogoče hraniti. In celo lažje se je gibala, ampak potem ni šel ta trend gor, vse ni šel gor, ker je bila ona že prav ta najbolj napreden Alzheimer, najvišja stopnja. To bi mogli, če bi to začeli neki prvi, drugi stopnji, jaz mislim, da bi bili lahko še uspešni. Mi smo že začeli pri tej najvišji stopnji, ko ona že ni več govorila, ki ni več sama hodila, ki je bila že rastlina. Tukaj pa že toliko možganskih celic odmrlo, toliko enih centrov se je porušilo, da je to, tudi če daš ti telesu nek potencial,
jaz mislim, da to težko vse nazaj sestavi, ali pa nismo še tako daleč, če se enkrat tako napredni. Ampak ti si takrat razpisala in ne bom pozabila en program, Neuro, kako se je rekla? 30-dnevni neuroizziv. Ja, ki si tudi s hrano kombinirala, sama poskušala, delala teste prej in pozneje in takrat mi je bilo meni zelo žal, da se vam ne morem pridružiti, ne vem, imela sem neko snemanje. Točno, ker jaz sem preden sem ta program naredila, sem sama sebi delala online ta test, pa sem imela 30 točk od 32, pa mi ni bilo tako všeč, nekaj pač za moje leta. Ja, hočem imeti še bolj šarp možgane, ne. Potem sem pač ta program naredila, spet za sebe, pa hkrati za druge. Ampak si ga kombinirala s čem? Kaj je bilo noter? Prehranjevanje? Ja, prehranjevanje, v glavnem sladkor. Sladkor sem takrat za nekaj časa totalno čisto ukinila, tudi kruh, testenine. Šla sem sicer tudi na bioresonanco, da so mi pomagali še dodatno, da se telo čisti, oziroma da so mi pogledali, kje imam še kakšne viruse, bakterije, da ima tudi to borelija v sebi, Epstein-Barr virus, tako da mečka na tem nivoju, pol pa predvsem tudi to gibanje. Te vaje se spomnim. Vaje za ravnotežje, pač te vaje za oči, kombinacija potem s svetlobo, z dihanjem, z vagusnim živcem. In potem sem jaz ta program, ki je 30-dnevni neuroizziv, pa sem še toliko stvari dodajala, da je v bistvu zdaj že, ne vem, da ima sigurno 50 teh izzivov potem. Jaz sem jih še dodajala, ime sem pač pustila tak. Aha, to se pravi, da ga vedno znova ga gradiš. Zdaj se lahko dotakneva tudi tega vagusnega živca, to je tudi tretja stvar, ki sem jo jaz pri tebi prvič slišala in na koncu si tudi nabavila. To je tak obroček, ki pulseto se mu reče in si ga tlele gor priklopiš preko telefona in mislim, Najprej sem v bistvu jaz pred leti naredila program za vagus, ki v bistvu temeljil samo recimo na dihalnih vajah. Zakaj je vagus? Mislim, jaz poskušam najti tako preprosto razlago, a veš, da ko jaz ljudem to razlagam, zakaj je vagus tako zelo pomemben? In zakaj ga moramo mi negovati oziroma... Mi imamo dva živčna sistema, simpatični pa parasimpatični. En je tako kot pedalo za gas, drug je pa zavora v telesu. En spodbuja tudi določene, presnovne funkcije, en pa bolj zavira, ampak morata biti oba in morata biti v neki harmoniji. In zdaj, mi, ker smo toliko v našem življenju, toliko pač hitimo, smo pod stresom, pod modro svetlobo, premalo gibamo, smo veliko več časa živimo v tem stresnem načinu. V stresnem načinu se pa telo ne more obnavljati, resetirati, rasti, pač počivati, se pravi, slabih celic ne more odpravljati ven. Ta celice ostajajo noter, to je zadnjič Kezele govoril, in pol so to vnetja, ne? To so vnetja, ja. In zaradi tega tudi starimo, ne? Zato se, ker rečejo temu inflammation pa aging, že tak izraz skovan zaradi pač vnetij, se potem staramo. Po drugi strani imamo pa ta parasimpatikus z tem vagusnim živcem na čelu, to pomeni ta vagus vandrovček, ta najdaljši živc, ki potuje po telesu, se pravi, gre z možganskega debla dol po vratu, tukaj se ovija okrog požiralnika, recimo narekuje bitje, uravnava bitje srca, to dihanje, prebavo, želočno kislino, da si bomo lažje predstavljali. Naše srce s svojim lastnim pacemakerjem bije meseci tam okrog 130 ali 140 utripov na minuto, ampak pol je pa vagus tukaj, da reče, midve zdaj sediva, zdaj ne rabiva toliko utripov, da toliko divja srce. Zdaj greva pa ven teč, zdaj rabiva pa višji utrip. To vagus dela. In jaz sem imela tudi ogromen teh palpitacij, se mi je potem začela, ker sem bila tudi samohranilka in vse sama, se mi je ogromen teh palpitacij, ker vagus ni v redu uravnaval bitja srca. Ali pa tisti, ki imajo težave s kislino. Vagus je tisti, ki reče, da zdaj se sprošča kislina, zdaj se ne sprošča, koliko sline imamo v ustih, kako prebava poteka. In potem ugotovimo, praktično vse naše te telesne funkcije so odvisne od tega, kako vagusni živc deluje. In zakaj ne bi imeli pač tudi, zakaj ne bi tudi trenirali, pa imeli v formi vagusnega živca, ne samo mišica. Tako sem jaz pač pred leti že naredila program Stres Vagus in sem se osredotočila na vaje, ki jih lahko takrat, če brez pripomočkov naredimo, da treniramo vagusni živc, kar je v bistvu temelji na dihanju, predvsem na daljšem izdihu, na dihanju skozi nos, na dihanju s trebušno prepono, pa recimo mrzla voda, mrzlo tuširanje, umivanje z mrzlo vodo stimulira
vagusni živec ali pa grgranje, recimo vode v grlu. Se pravi, ne rabimo tiste naprave, ki sem jaz kupila zato, ker me vsako jutro in vsak večer v bistvu spomni, da je to dobro. Bom zdaj povedala, ker pa, če pa že imamo, če smo pod stresom, če smo, tako kot sem jaz imela, sem imela težave pač s temi palpitacijami, ker naprej sem nekaj zbolevala, bi pa ti lahko cel dan delal te vaje dihalne in to, da bi mogoče prišel nazaj, Ker ti narediš zjutraj dihalne vaje, potem pa se zgodi dan, oziroma se zgodi življenje in se zgodi spet to stresno, stresno tretje in potem si spet na začetku, nisi naredil napredka, mogoče si samo za vzdrževanje si uspel narediti, ker če res imaš težave, bi mogel res delati, bi se mogel vzeti prav bolniško za to, da delaš zjutraj, opoldne, zvečer. In pol pa pridejo te novodobni pripomočki, ki so veliko boljši kot, jemanje zdravil, ki sicer ničesar ne zdravijo, da si elegantno damo to napravico, recimo tukaj na vrat, mi imamo ta pulseto, potem so tudi še drugi, se da malo gela od spodaj, se aktivira preko telefona in on v bistvu pošilja določene električne impulze, to so tudi eni biohackerji, v bistvu to naštudirali, in stimulira vagusni živec, da on kot kabel, prevodnik postaja v bistvu debelejši, močnejši, da nas prej pomaga spraviti ven iz stresne situacije. In potem so te luštni programčki, imaš samo 4 minute ali 5 minut in potem to narediš. Še vedno zraven naredim tudi dihalne vaje, ampak ne zdaj, recimo zvečer pred spanjem, pa takrat, ko se z otrokoma stiskamo, pa da tudi njima pride ta navada. Drugače pa redno uporabljam ta pulseto. Ja, to je zame, mislim, in res... 1 do 3-krat na dan. Moj sin se je delal norca, pa si je pa sposodil in odnesel, tako da sem takrat prav novega kupila. In najprej je rekel, mama, lepo te prosim, se to ni nič. To so te predsodki. Ampak zdaj se vrniva se pravi, možgane sva pustili tam ob strani, pa ker bi zdaj si že omenjala dihanje, pa mrzlo vodo. Za mrzlo vodo zadnje čase slišim, ker Wim Hof je najbolj znan, Jaz sem zelo velik pristaš teh mrzlih kopeli in meni se zdi, da jaz to razumem, ker ko sem se jaz prvič res potopila v zelo, zelo mrzlo vodo, je meni ta človek, ki me je vodil, takrat rekel, pržgi svoj notranji ogenček, In zdaj si jaz vedno predstavljam, da ko gremo v vodo, moje celo telo kuri in moje misli grejo z glave, ker se s tem borim. Zdaj mi ti povej, zakaj eni pravijo, da ni to dobro, če si da za ženske ni dobro, da ko je menstruacija ni dobro, da se prekladiš. Še vedno zdaj kar neki predsodki okrog tega, ker namreč to je najbolj preprosta zastonj vaja oziroma stvar, ki jo lahko narediš zase, pa dihanje, Najprej, če lahko bi povedala, kaj dejansko res naredi, ta mrzla voda v telesu. Pa to niti v bistvu nisem od Wim Hofa naučila, čeprav sem najprej njega študirala, ampak bolj od dr. Jack Kruse, ta kvantna medicina, ki ga zdaj študiram, ker si tudi omenila ta notranji ogenj. Eno je dejansko, da mrzla voda lahko stimulira v naših celicah, v mitohondrijih, to so te elektrarne energije, ki jih imamo, da se dejansko prižge svetloba. To so ta, ko bi rekli, mikrosvetloba se dejansko lahko prižge kot UV oziroma infrardeča svetloba, ki nam je, sploh UV po zimi primanjkuje. Recimo v naših krajih, mi smo 46 stopinj zemljepisne širine, po zimi praktično nimamo UV žarkov, ki so pod takim kotom in tla zmrzujejo, ampak mi za naše v bistvu optimalno delovanje telesa bi jo pa še vedno rabili. Ampak narava nam je pa namesto tega dala mrzlo vodo, oziroma hlad, mraz, to lahko tudi od zunaj greš, v kratkih hlačah, recimo na sprehod, ali pa se v sneg vržeš ali kakorkoli. In ob tem v bistvu mi aktiviramo lastna sonca, mikrosonca v mitohondrijih in ustvarjamo učinke podobne, kot če bi bili na svetlobi. Res, hvala ti. Hkrati pa aktiviramo tudi te tako imenovane brown adipose tissue, to je rjava maščoba, ta grelna maščoba, in iz te maščobe se pa dela potem, to je zato, da nas ne zebe, iz te maščobe se pa potem proizvaja metabolna voda, ta voda, ki dejansko celica rabi, da deluje, da je električno prevodna, da ustvarja ATP, to valuto energije. Tako da imamo potem več energije, tudi da odpravljamo vnetja, ki smo jih prej omenjali, oziroma da telo dela, kar pač rabi delati.
In ni treba, da gremo zdaj iz nič, kar ne vem, pod mrzlo tuš ali pa v mrzlo reko, a ne, eni hodijo pač delajo te Jaz sem bila v mrzli reki, jaz sem tudi Bistrici. enkrat. Ja. Z ledenkotom enkrat, Ja. Ampak to lahko elegantno začnemo zelo počasi. To lahko najprej se sam, recimo roke ali pa noge namakamo v mrzlo vodo, pa se potem lahko na koncu toplega tuširanja damo na mrzlo. Seveda zraven je dobro, da aktiviramo tako umirjeno dihanje. Da ne dihamo tisto, da gre v telo v nek stresni odziv, ampak z dihanjem, počasno dihanje je most med tem simpatikusom pa parasimpatikusom. In mi v bistvu, ko že začnemo to doživljati kot nek stres, potem z umirjenim dihom telo lepo premostimo v ta umirjen način delovanja. In jaz tudi, ko sem pod mrzlo vodo, me ima najprej tisto, da bi tako naredila. Ampak samo mirno. In Meni je samo takrat mirno. rekel, mir, Mir, ker me je panika mirno. prijela, ker me je tako mislim, tako neverjetna prav bolečina je bila takrat, ko sem jaz to prvič doživela. In je samo mirno in sem mirno dihala. In mirno, kaj telo potem naredi? To kri v bistvu zaščiti organe, notranje te organe v tuhu. Tebe v bistvu neha zebst. Tudi če te prej zebete, v bistvu pol neha zebst, seveda pol ne pretiravaš ali pa greš pač postopoma. Dejansko sem jaz ugotovila, da bolj suhi ljudje, ali pa tudi kot sem jaz, taka konstitucija, rabimo manj oziroma nekako, če imaš mečken več maščobe okrog sebe, ti to bolj prija, več do tega lahko kureš, bolj te tudi maščoba tukaj ščiti si dlje časa. Jaz sem pač moja maserka, ona ima tudi doma prav tisti, ne vem, sod, in ona gre tam, je kar 20 minut noter, sled plava, mečken močnejši, tako, njej to prav paše, ker njej skozi vroče tudi drugače, jaz sem tak tip, da me prej zebe, in jaz nisem tam ne vem koliko časa, to je dovolj pol tudi 2 minutke, ker natreniraš za nek učinek. To se pravi, da to, če imaš menstruacijo ali pa da se boš prehladil, če boš šel v mrzlo vodo, to... Jaz mislim, da če ti to redno izvajaš in da to ni kogar za ženske. Ne, da potem lahko tudi v bistvu med menstruacijo. Zdaj pa, če imaš ti toliko nekega strahu, predsodkov, bo pa že ta strah pač naredil negativni efekt. Če ne, pa če imaš menstruacijo, pa če ti ne paše, pa pač takrat preskočiš, ni zdaj mus, da moraš pa vsak dan to delati. Jaz sem imela eno obdobje, ko sem bila obsedena pač z Wim Hofom, ker sem tako pač obsedenost, enkrat Joe Dispenza, enkrat Wim Hof. Jaz bi temu rekla zaljubljenost. Mene tudi doma, včasih so se z mene norce delali, preberem knjigo in sem zaljubljena. Pa si zaljubljena. 2 meseca, razumeš, 3. Sem to delala striktno 1 leto, pa 3 mesece, vsak dan zjutraj in dihanje in ta mrzlo tuš pač po Wim Hofu, sem delala toliko časa. Pa se mi je pa tudi nekaj zgodilo, da mi ni pasal, neka slabost je bila, neko bruhanje, nekaj tako mi ni več pasal. Potem sem pa to v bistvu, sem nehala to vsak dan delati. Zelo pomemben je, da se, čeprav bi tako rekla, z vajami, ko delaš na sebi, ti v bistvu se tudi naučiš poslušati samega sebe. Se pravi, da ne vzameš vse, kar slišiš, ali pa kar si ti zamisliš kot zdravo zagotovo do cel življenje. Ali kako? Malo bolj tudi postaneš moder, ali več slišiš, ali kako? Ja, več stvari, ki veš, več orodij imaš na voljo, da si sam sebi svoj terapevt. Pa ugotavljaš, pa tudi mogoče v različnih življenjskih obdobjih različne stvari potrebuješ. Ali pa potem, ko ženska pride tudi, ne vem, v menopavzo, pa spet na drugačen način. To te zdaj čaka? To je tudi odvisno od letnega časa, od spola, starosti. In tudi jaz ljudem, pač tistim, ki želijo nek individualni pristop, ki pripravljam neke programe, pač vse to upoštevam. In spol, in starost, in kje živi pač letni čas. Tudi prehranske smernice se spreminjajo glede na letni čas. Se zdaj glih objavlja en blog, recimo, da hujšanje jeseni, da je biološki nesmisel. Sem videla. Ker narava nam da zdaj sadje pač ta sladkor ima, tudi ta deuterij ima, ta ima težji vodik, stvari se zdaj mečke morajo kopičiti, da bi jih pol s tem mrazom potem aktivirali, da bi to pač porabili in spodbudili pol spomladi pa čiščenje, hujšanje pa tako.
Tako da ni kar neki, da mi smo si tako uredili življenje, da imamo skozi isti letni čas, isto temperaturo in potem v bistvu prikrajšamo telo od teh naravnih procesov, naravnih ciklov in potem se čudimo, zakaj nimamo energije, zakaj nismo zdravi, zakaj se nam to vse dogaja, ne. Ti se tudi zdaj ukvarjaš s kvantno fiziko, epigenetiko. Ja. To o svetlobi me je fasciniralo, ne? To, ko se semenčica in jajčica srečata, da se v bistvu zabliska. Zabliska se. Mi smo bitja svetlobe. Ja, ampak to se potem, po eni strani se sliši tako mistično, po drugi strani je pa to pač kvantna fizika, ne. Tudi to sem prebrala, da si rekla, da je bila vedno, kaj jaz vem, da je fizika pravzaprav prva vrhunska znanost, da je ne biologija pa kemija. Tako, ja. Fizika v bistvu odloča o tem, kako se elektroni, protoni, fotoni obnašajo znotraj kemije, a ne. Biologija pa potem to oblikuje v neke pač sisteme, tkiva, organizme, a ne. Tako lepo se dopolnjujejo med sabo, samo fizika je tista prva, ker fizika je svetloba, fizika so elektromagnetna polja. In če ne bi imeli elektromagnetizma pač na tem planetu, recimo že samo kisik v tem mitohondrijski verigi dihanja, ne bi bil sposoben, ker je rahlo magneten, paramagneten, privablja nase te elektrone, ne? In če ne bi bilo magnetizma, se to ne bi moglo zgoditi, ne glede na to, da imamo kisik, da imamo vodik, da imamo te elemente, a ne? In je v bistvu to elektromagnetno polje že samega planeta naše Zemlje je ta gonilna sila, v bistvu, ki nas prižge, ki nam daje pač življenje, ne, ki proizvaja ta ATP. Ja. In mi smo čisto premalo v stiku z Zemljo, z njenim elektromagnetnim poljem. Ja, temu naprimer v jogi ali pa v duhovnosti reče prizemljevanje, ne? Tudi, ja. Tebi nič ne pomaga, če si gor, v glavi ti moraš, da ta energija teče. In mnogi tudi govorijo, da je v bistvu moja prijateljica reikistka pravi, da se v bistvu bolezen nastane tam, kjer ni tega pretoka energije, kjer se ustavi energija in se ves čas ustavlja in pol nastane rana, ne? Notranja ali zunanja, ne? To točno tako, tam, ko se ustavlja energija. In tukaj tudi, recimo že sam z nekim pretočnim dihanjem, jaz sem sama pri sebi ugotovila, če me popade rinitis, ki mi začne iz nosa teči, ali da naredim Wim Hof dihanje, ali pa da grem kar teč, čeprav mi ne paše, ali pa da sam tudi na usta, karkoli, sam da dihaš in potem se kar čudežno ustavi v bistvu, ne. Pol pa še sploh, da greš v bistvu, da si direktno vzemljen, da si v stiku z zemljinim elektromagnetnim poljem, z Zemljo, ti dobesedno prejemaš te negativne elektrone. Ker tem, ko imamo mi preveč pozitivnih elektronov, tam nastajajo vnetja, ne? In mi to dobesedno brezplačno črpamo iz Zemlje. Samo človek, seveda smo si obuli čevlje, smo si zgradili hiše. Imamo tudi zdaj na voljo že notranje ozemljitvene pripomočke, v bistvu, ki se ti lahko ozemljiš od znotraj navzven. Samo moraš imeti res dobre vtičnice, tako da ni umazane elektrike, ne? Tudi to imam, ampak najlepše pa najboljše je pač, da greš ali z golimi rokami, z golimi nogami. Na mamico zemljico. Na mamico zemljo, ja. No tudi pa še, to se pravi dihanje, gibanje, mrzla voda, mrzle kopeli, svetloba, ki je zelo povezana tudi s spanjem. Meni že kar nekaj časa ta spanje kar zvoni, ne. Mi zdaj vem, da obstajajo očala, ki pač malo, mislim, kako je tudi to zelo pomembno, Ni zastonj, da imamo te pač naravne ritme, ko gre sonce dol, pač v naravi, razen neke lunine svetlobe, pač ni drugih virov svetlobe. Mi smo si pa umetno podaljšali, pač z odkritjem elektrike, ne, smo si umetno podaljšali dan in to pomeni, da telo misli še vedno, da je ura, ne vem, 2, 3, 4 popoldne in sprošča recimo kortizol, te stresne hormone, ja. Melatonin, ki je pa ta hormon za spanje, ga pa zmanjša, ker ko gre en gor, gre drug dol, ne morete biti oba hkrati, ne. In to recimo potem, jaz sem sama pri sebi tudi opazila, odkar sem zvečer zmanjšala svetlobo, dala oranžne ali pa rdeče žarnice, pa še očala gor, čez ta oranžna, ima pa tudi ena celo rdeča. Od takrat naprej se je meni ta ura resetirala, ta biološka ura v možganih, ki to zaznava. In jaz res dejansko, ko se uležem, pač zaspim, prej pa se premetavati. Razmišljati o svojem življenju.
pa razmišljati, da ne. Kaj bi ti rekla v bistvu, zdaj, ko te poslušam, mislim, čisto z vseh strani prihajajo spet nova, mislim, ista sporočila, vrnimo se nazaj k zemlji, prisluhnimo ritmom narave, jejmo, se pravi, živo hrano, dihajmo, mislim, se pravi, vse te funkcije, ki so s človekom od nekdaj, ne? Ja. Ki smo jih mi zdaj v teh nekih novih časih pozabljamo, ker nas bojo ali oropale človečnosti, ne? Ali bomo pa, mislim, naprimer, Alzheimerjem včasih ljudje niso zbolevali. Ne. Se pravi, mi zdaj del živimo, tudi del trpimo, ne? Na koncu koncev. Neplodnost, ne? Ja. Neplodnost je tudi vedno več. Se pravi, narava sama nam hoče preprečiti, ne, da bi se na ta način razmnoževali, ker nismo več na nek način naravna bitja. Ne. Tukaj ogromno smo mi tle zgrešili v bistvu tudi s to nepravo svetlobo in z umetnimi elektromagnetnimi polji, ki jih ustvarjajo naši pač telefoni, naprave, Wi-Fi in tako. Ne. Zato jaz mislim, da sodobni, ti novi trendi, kar se tiče biohackinga, čeprav se tako sliši, mogoče malo futuristično, rekla, ja. Ampak se že pojavlja. Ampak jaz sama brez tega ne bi preživela, kar se je meni začelo dogajati, da sem redno začela skozi bolevati, nisem mogla več za otroke skrbeti, te palpitacije, če se jaz ne bi z biohackingom pomagala sama, meni uradna medicina ni znala ničesar pomagati. Ne? Jaz ne vem, kje bi bila zdaj, sigurno tukaj se ne bi zdaj pogovarjala. Ne? Kako bi privedli biohacking? Se pravi, V bistvu, ja, to je malo mogoče neustrezen izraz, ker hacking je kakor v bistvu... Da se zatakneš, za biologijo se zatakneš. V bistvu kar nek biološki menedžment pač v smeri ponovne postavljene harmonije, ravnovesja v telesu. In kaj bi ti zdaj rekla, kako ti vzgajaš svoje otroke? Vidim, da s tabo tudi telovadijo, se veliko učijo, da si predana mamica. Kako jih ti učiš? Kaj je najbolj pomembno? Za konec v tem svetu. Ja, še vedno jo učim takih splošnih stvari, da sta ona dva, da imata nek dober odnos, med sabo, da smo kot družina pač povezani, da si pomagamo. Potem je pa seveda vse to prepleteno, vedno s kakšno svetlobo imamo, z gibanjem, s hrano. Včasih moram reči, že kar izziv, ker je okolica taka, sošolci pri drugih doma, oni pa tega nimajo, oni pa lahko igrajo te igrice, oni pa lahko gledajo zvečer do ne vem kdaj televizijo. Ne? Pa jim je to težko, treba je pač otroku to razložiti, ne? Da on razume. Se je pa sin zanj pač pohvalil v šoli, ne? Ker je rekla učiteljica, ja, zvečer pa ne smete imeti pač nobene naprave vklopljene, ker je to modra svetloba, kar mi je bilo super, da je učiteljica to rekla. Pa se je on pohvalil, ja, ampak jaz pa imam očala za zaščito modre svetlobe in imam tako tablico, ki sploh ne oddaja modre svetlobe. Pa on rekel, ne, to pa ni mogoče. Pa rekel, ja, je mogoče, ker obstaja ena taka daylight kompjuter, ker ne oddaja sploh modre svetlobe, ne, in to sem jaz pač njemu omogočila za tistih omejenih 30 minut, ki ima, da ne oddaja nobene modre svetlobe, nobenega sevanja. Se pravi, vzgajaš svoje otroke, sebe in zdaj preko tega pogovora tudi vse nas, da bomo opremljeni za zdravo življenje in da bomo lahko kvalitetno živeli, ne? In se veselili. Hvala za povabilo. Kaj ti naj želim? Hvala ti! Hvala! Hvala za povabilo. Evo, smo se kaj naučili? Hvala, vidimo se naslednji ponedeljek.